Živijo. Jaz ne vem, če kdo to lahko razume. Sredi aprila smo že, vreme pa še kar vztraja pri 13 stopinjah Celzija. Jaz sem se odpravil na en 50-kilometrski krog, najprej z vetrom v hrbet, potem sledi vzponček, nato pa proti vetru domov. Takoj, ko sem štartal od doma, sem začutil par dežnih kapljic, ampak zdaj je že ok in tudi napoved ne pravi, da bi bilo deževno. Na prispevek izpred 10 dni o kolesarjenju v vetru sta se oglasila dva gledalca, ki sta oba predlagala aplikacijo Windy. Jaz sem to aplikacijo naložil, na prvi pogled se mi je zdela super, zdaj jo bom pa malo testiral, pa da vidim, kako dobro kaže vetrove na našem terenu. To, da pa naš teren zelo dobro poznam, mi bo ta aplikacija najbrž prišla še bolj prav, ko bom na kakšnem tujem terenu, ko bom kje na dopustu. Danes je točno tak dan, kot sem omenil v tistem videu, in sicer piha zahodnik, tako da ne moreš štartati proti vetru, saj v Italijo še zmeraj ne smemo. Zato sem se na mesto izleta odločil za trening in se bom pač proti vetru vračal domov. Po službi sem sicer počakal pol ure, ampak je kljub vsemu še kar precej prometa. K sreči bo hitro minilo tle po glavni cesti z vetrom hrbet, potem se bom znajdel pa na bolj stranskih cestah. Še zmeraj pa ne vozim prav na polno, ker bi rad malo potestiral špice na zadnjem obroču, če se bo slučajno še kira utrgala. Tukaj je pa zdaj boljše. Po 23 kilometrih sem prišel v dolino Branice. Tu je vzporedna dolina z Vipavsko dolino. Reka Branica se potem tudi izlije v Vipavo. Tukaj gre taka umirjena cesta, malo prometa, dosti kolesarjev. Poleti ima tudi kar precej sence, tako da če boste kaj kolesarili v teh koncih, priporočam obisk. Če bi šel po tej cesti do konca doline Branice, prideš v križišče T, levo gre cesta v Vipavo, desno v Štanjel. Evo, tukaj grem jaz levo, prekrasni konci za kolesarjenje. Jaz bom pa danes zavil levo že malo prej, tako da bom prečkal to Gričevje in prišel na drugo stran v Vipavsko dolino, preko vasi Žablje in Dobravlje. Zaenkrat po tej dolini niti vetrovno ni, tako da se prav lepo vozim. Nobenega avta še nisem srečal. Možgane lepo napašal, opazujem naravo, razmišljam vse sorte. In tak odklop tudi rabim, zato ker me Google Foto vsako jutro bombardira spomini izpred 2, 3, 4 let, ko sem kolesaril kje lepo na morju ali pa na kakšnem spomladanskem dopustu. Zdaj sem pa ujetnik te naše regije. Kdo bi si mislil, da ob kombinaciji netopirja in človeka nikoli več ne bomo pomislili na Batmana, temveč na COVID-19. Zdaj me čaka še zadnji košček vzpona, da premagam ta hribček. Ampak še prej se bom pa ustavil in natočil čisto studenčnico. Ta krog ponavadi vozim v smeri Uringa kazalca, danes sem se pa odločil za kontrasmer, da ni vsakič eno in isto. Sicer s tem sem se odpovedal enemu čudovitemu vzponu iz Žabelj gor, ampak tudi iz te strani ni tako slab. Link od Strave bom itak objavil v opisu videa, zdaj sem tudi tako naredil, da so vse moje ture javne, tako da tudi če kdo noče biti moj follower, lahko vseeno pogleda turo. Sicer je pa to Gričevje možno presekati še malo kasneje, par kilometrov pred tistim T križiščem. In sicer pridemo preko Gabri in planine v Ajdovščino. Tako, pa sem na drugi strani v Vipavski dolini. Pred mano je Vipavski križ.
Celo malo sonca se je pokazalo in zdaj se bom vrnil na glavno cesto Ajdovščina Nova Gorica. Tega gradbišča tle pa nisem pričakoval, ampak ne more biti več kot 100 metrov, ker sem itak že skoraj na glavni cesti. Tako, zdaj sem pa že na glavni cesti in lepo pičim proti vetru 20 km do Nove Gorice. Čeprav sem to progo prevozil že večkrat, sem jo danes za foro narisal v komut, kjer me je pa presenetilo to, da naj bi bilo povprečje 21,6. Ne vem, na podlagi česa komut zračuna to povprečje, ampak jaz upam trditi, da bo moje povprečje bližje tam 25,6. Tako, enkrat na leto se pa tudi v Novi Gorici zgodi, da tako lepo zacvetijo te japonske češnje. Tako, jaz sem pa spet nazaj. To bo dobrih 57 km, povprečje mora biti pa okrog 26. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.